Ok, dobrodošli v 26. oddaji Jan David se pogovarja, podcast ali oddaja, karkoli to je, poslušljivo je. Z mano je Primož Velikonja, reševalec, sedaj je tudi eden izmed šefov na Kočevskem, kar se tiče medicinske oskrbe, in pa predvsem tudi glasbenik, za kar jaz sploh nisem vedel, pa sem to pol malo pogooglil, pa se kar pride, ne. Zdaj pa, za začetek mi moraš odgovoriti na vprašanje, kje je prostor, kjer se najbolj sprostiš, ki pa ni dom? Studio, snemalni studio, Okay. je bil delan v bistvu tudi s tem namenom, da dejansko grem v nek paralelni svet in tam se najdem. Tam se tudi odklopiš, verjetno. Absolutno. Dobro, gremo zdaj v jingle in potem naprej. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Primož Velikonja, tako torej, da mi začniva na začetku, in sicer tvoja reševalna pot oziroma pot reševalca, kako je sploh to izgledalo, kaj so začetki 2003, kakor vem, si začel potem z motorjem, ne? In potem do leta 2000, koliko si bil? Oziroma kar začni z začetka, no pa da. Ja, seveda, tam 97 sem jaz prišel na reševalno postajo vprašati, če rabijo kader. Sem šel kar direkt do direktorja, Andrej Fink, je takrat šef. In je rekel, da trenutno ne, ampak da bojo imeli pač v načrtu, in sem pol volontiral praktično eno leto. Sem hodil vsako nočno na reševalno in sem hodil z njimi ven. Tako da to so bili moji začetki. In potem se je res dejansko odprlo delovno mesto in sem začel na reševalni, najprej kot spremljevalec na nenujnih, potem na nujnih prevozih, kasneje kot vodja izmene urgentne ekipe, in pol smo začeli z tem projektom reševanja na motorju, no. To je bilo pa 2003. Ti si bil eden izmed začetnikov, ne? Ja. Kako pa je izgledalo, kako izgleda nekaj za laufati? Recimo, primer je zdaj helikopterska nujna medicinska pomoč, če sem se prav izrazil. To je tudi zdaj v povojih, ne, tako kot je bilo takrat motorizem, lahko rečemo. Tako je. Kako izgledajo sami začetki tega, no? Kaj vse moraš ti sploh nekomu dati, da ti on reče, ja, ok, imejte motor? Ja, to si dobro vprašal. Ja, dejansko smo mogli kar dokazovati, se pravi, vodili smo evidenco, delali smo neko mini študijo, se pravi, odzivnih časov in kako to vpliva v bistvu na preživetje pacientov. Sploh je to, mislim, zelo pomembno in zelo priročno v Ljubljani, dejansko v teh konicah, ko s reševalnim vozilom ne prideš nikamor. In tukaj smo dokazali, da dejansko to vpliva na preživetje po srčnem zastoju, ampak ne samo na preživetje po srčnem zastoju, ampak tudi na druga urgentna stanja, kjer je jasno pomemben čas. Vemo, da čas je pač uspešnost je pogojena s časom, kakorkoli že, no. In potem smo začeli s projektom, ki se je kasneje razvilo v redno obliko dela, ne samo v Ljubljani, ampak tudi v Mariboru in na Obali, na kar sem v bistvu zelo ponosen, no, da je ta zadeva šla naprej in da dejansko to zdaj laufa. Začeli ste pa samo z enim motorjem, ali kako to izgleda? Ali ste si dobesedno mogli sami svoj motor kupiti in biti tako, bomo zdaj dajali za bencin, da dokažemo, da to res deluje, ali je država prišla nasproti, nočem zdaj tle, da odgovarjaš, bom rekel, politično korektno, ampak kako to izgleda zares, ne? Pač, a je država oziroma nek sistem vedno pripravljen na novosti, ker se mi zdi, da je to kar velika novost bila takrat tisti čas, ne, ti motorji. Ja, absolutno je bila neke vrste revolucija, kakorkoli že. Imeli smo, prvi motor je bil Aprilia, ampak ta motor smo več porivali kot vozili, čisto iskreno. Kasneje smo imeli v bistvu Hondo, dve Hondi, no, se pravi Varaderota pa Transalpko. Ampak motorist je bil pač eden na šiht, to pomeni, delali smo samo v vidnem delu dneva, se pravi, dnevni šihti so bili tu in en motorist je bil dežuren, kar je tudi še zdaj, no. Ja, s tem je bil itak zmeri problem, ker delno smo bili financirani iz Mestne občine Ljubljana in kar naenkrat, to je bilo leta 2005, je prišel befehl, da dejansko tam denarja ne bomo več dobili, in potem smo šli sami v akcijo. Jaz sem organiziral z ekipo mojo koncert za reševalni motor. Ta koncert je bil, ja, na Gospodarskem razstavišču in tam so prišli vsi prijatelji, se pravi, ti glasbeni prijatelji, in smo nabrali v bistvu dovolj denarja za celo sezono in kupili smo si v bistvu vso opremo in Akrapovič nam je kupil motor.
res prav, da Krapoviča snimamo. Ja, in takrat smo pol dali v bistvu na tako veliko lekcijo vsem skupaj in naslednje leto smo potem dobili že nazaj financirano in takrat naprej ni več težav. Ok. Cool, ta motor, pa še voziš danes motorje? Imaš še kakšen motor, ti privat? Ne, privat nimam, če rabim, si gremo v bistvu, da rentam, oziroma najraj greva z ženo v Grčijo, tam se ima najlepš, najavajo skuterje, tja malo boljša in potem kruzava tam po Grčiji. Nice. Ok, se pravi to, pol si šel pa po 2011, kdaj si šel v Kočevje? Ne, zdaj sem se zlagal. 2006 sem jaz prišel v Kočevje. Aha, 2006 že prišel v Kočevje. Kako pa je tam izgledalo, kako da si šel iz reševalne, bom rekel, v Ljubljani, ki je ena najbolj zasedenih, lahko rečemo, postaj, če ni najbolj zasedena postaja v Sloveniji, pa potem v Kočevje, kaj je bila ta pot? Ja, v bistvu bivša direktorica zdravstvenega doma Kočevje me je poklicala in vprašala, če je bil pripravljen priti v Kočevje in zadeve malo spraviti v pravi tir, ker so se zavedali, da dejansko so zelo oddaljeni in da je načeloma tudi znanje problem. In potem sem razmišljal, kaj v bistvu narediti. V bistvu je bil to za mene en izziv. Čeprav mi na reševalni postaji v Ljubljani ni manjkalo dejansko čisto nič, meni je bila to najlepša služba v lifeu ever. Tako da, no, potem sem se odločil in šel v Kočevje. Sem prišel dol je bilo res tako zanimivo, bomo temu rekli. In potrebno v bistvu dejansko tako korenite prenove, tako v znanju kot v prostorih, ker mi smo v Kočevju v tistem trenutku delali v enem prostoru, vse od reanimacije do žulja. In tako da smo šli potem v akcijo in to je bil kar boj, se pravi, kar parleten boj, da smo prišli do zdaj tako imenovanega satelitskega urgentnega centra, zdaj to imajo vsi radi, ne, ta izraz. Takrat mi nismo imeli pojma, mi smo rabili samo, se pravi, nek prostor, kjer bomo lahko delali. Satelitski urgentni center, se pravi, tudi načrtov ni bilo nobenih, mi smo to z glave nekako postavili. Hvala Bogu sem imel tukaj super projektanta, Roberta Mašero, ki mi je v bistvu tukaj res dejansko pomagal. Jaz sem imel v glavi, on mi pa potem prenesel te stvari na papir. In ta urgentni center zdaj vsebuje praktično 2 vhoda. Prvi je za tiste, ki lahko sami pridejo in je totalno ločen od tistih, ki jih pripelje reševalno vozilo. Reševalno vozilo parkira v bistvu v garažo, ki je pokrita, ogrevana, tako da paciente daješ ven na ogrevanem pokritem. In je sestavljena iz reanimacijske sobe, zelo velike reanimacijske sobe, ki ima dejansko vso opremo. Potem imamo 2 kirurški sobi, eno veliko opazovalnico, laboratorij 24/7, se pravi, kjer lahko naredimo praktično vse preiskave, ki so nujne, urgentne, sprejemnico, triažno ambulanto, zdravniško sobo, zdravniško ambulanto in skupni prostor. No. Tako da to je dejansko nek tak mini urgenten center, bomo rekli, se pravi, zato se temu reče satelit. In to bo pa tudi zdaj, mi smo si tu sami financirali, se pravi, občina Kočevje nam je financirala, mi smo si nabavili opremo kot zdravstveni dom. In to se bo pa zdaj zgodilo še v 10 občinah v Sloveniji, no, kar je super, se pravi, da smo tudi s te strani nekako pognali. Pionirsko pokazali, da se to da. In to bo zdaj financirano strani države, upam. Preko slej, ne? Tako. Cool. Kaj pa so specifike, bom rekel, nekega tazga, lahko rečeva, ruralnega mesteca, kot je Kočevje? Prej, ko so se že pogovarjala, si rekel, da je to največje področje, tudi pokriva reševalna postaja Kočevje, ne? Kaj pa so specifike takih, bom rekel, napram Ljubljani, bom rekel, bolj temu središču, vem, da tudi Ljubljana pokriva, ne vem, do Polhovega Gradca in je podoben kot Kočevje, ampak konec koncev, kaj pa specifika manjših teh reševalnih postaj? Tako, samo po sebi. Ja, specifika je predvsem ta oddaljenost od terciarnih centrov oziroma sekundarnih centrov. Se pravi, mi imamo, če gremo z centra Kočevje do Ljubljane, 40 do 45 minut nujne vožnje. To je specifika. Daj se pa odločaš, ja, ne škoda. Daj se pa odločaš za helikopter, recimo. Ja. Odlično vprašanje, ne? Se pravi, pri nas se odločimo za helikopter lahko tudi že na podlagi klica. Se pravi, če je klic, iz katerega razberemo, da gre za res neko nujno urgentno situacijo, mi aktiviramo helikoptersko ekipo in oni štartajo z Brnika
In potem, ko prijemo mi na kraj, jih lahko prekličemo, oziroma če je res potrebno, skrajšamo tukaj precej časa. Ne? In je pacient dejansko potem veliko prej v kliničnem centru, kar se jasno pri nekih hudih, ekstremnih krvavitvah pokaže kot velika prednost. Jasno tudi pri drugih stanjih, ampak pri teh stanjih, ki se dejansko res mudi. In tak primer smo imeli zdaj pred kratkim in se je izkazalo, da je dejansko čas rešil življenje enemu mlademu fantu. No, evo, lepo to slišati. Ja. Cool, to so zdaj povedala malo o Kočevju, o reševalcih nasplošno, tvoja pot sva približno orisala. Saj tisti, kdor te pogugla, se po moje lahko prebere. Ja, tako je. Kar sem hotel reči je, kaj pa recimo ti kot, bom rekel, tudi inštruktor tega, bom rekel, prve pomoči in ne samo prve pomoči, tudi za strokovno javnost, si predavatelj in tako. Kako se pa tebi zdi neka laično znanje splošne populacije, a je dovolj, a je ta, bom rekel, pismenost, kar se tiče prve pomoči, dovolj v Sloveniji, a je, ne vem, bom rekel, marsikdo je tak, ki bo rekel, jaz sem pa zdaj naredil prvo pomoč za avto, pa zdaj misli, da so doktorji, po domače povedano. Kako se ti zdi to? Ja, saj ljudje smo itak različni, ampak tukaj je jasno prostora za izboljšave še ogromno. Je pa recimo, če primerjamo stanje izpred 10 let, danes dosti boljše, sploh kar se tiče poznavanja, prepoznave srčnega zastoja, nudenja temeljnih postopkov življenja in uporabe AED-ja. Jaz mislim, da je to dejansko zdaj skoraj vsaki vasi že malček čivkajo o tem, no, tako da je pa pomembno, da se gre med ljudi, da se ljudem pokaže, da se jih seznanja s tem. Tudi to si počel, ne? Ja, absolutno, ja. Pri nas počnemo to najmanj enkrat v leto, zdaj v času covida je bilo to malo, se pravi, okrnjeno, ampak zdaj spet začenjamo, se pravi, z majem bomo šli praktično po večini kočevskih vasi in tam imamo potem tečaje in jih seznanjamo s tem. In to se dejansko pokaže potem v praksi kot odlično, ker ljudje se upajo približati, prepoznajo, začnejo s temeljnimi postopki in tudi uporaba defibrilatorjev pri nas ni neznanka. Ne? In največje preživetje imamo sploh na teh skrajnih točkah, se pravi Petrina, Osilnica. Se tudi ljudje verjetno zavedajo tega, da so delač doma. Točno tako. Se pravi, jaz že takoj, ko sem prišel dol v Kočevje, takrat se tudi v prvih osredovalcih sploh še ni govorilo. Smo imeli mi recimo v Osilnici, to je naša skrajna točka, tečaj tam za gasilce in za splošno prebivalstvo, in smo imeli telefonske številke njihove, še danes imamo napisane v bistvu na urgenci, ko smo jih poklicali, če je bila panika. No? In se ni noben spraševal zdaj, je kdo zavarovan ali kaj se bo zgodilo, ampak dejansko so vedeli, da, mislim, jaz sem jim razložil, da mi rabimo 40 minut, če je vse v redu, ne? In po 40 minutah pa jasno vsi vemo, da lahko gremo mi počasi dol, ne? Oziroma pošljemo mrliški avto. Ne? Ok, zdaj tle, kar se tega tiče, kako je pa zdaj rešen sistem, ki si prej omenil prve posredovalce? Zdaj pa imate to za gasilsko zvezo oziroma z gasilci zmenjen. Kako pa ti kot reševalec gledaš na ta aspekt, da gasilci tudi izvajajo prvo pomoč? Meni se zdi to briljantno. Vsako znanje je odlično, se pravi, vsako znanje, ki ga v življenju pridobimo, je vrhunsko. Tukaj se moramo zavedati, da nikoli ne veš, kje boš to znanje uporabil, ne? Mogoče nikoli na svojem področju, ampak boš nekje čist drugje in boš nekomu na ta način rešil življenje. Tudi takrat, ko so bile te paranoje razne, kdo je zavarovan, kdo ni zavarovan in tako naprej. Jaz, ko sem te ljudi učil, če jim ti vliješ neko zaupanje in poveš, da dejansko bojo lahko proženi enkrat v 10 letih, ali pa še to ne, in da bojo dejansko takrat v tistem trenutku lahko rešili življenje, je vsem jasno, zakaj so tam. In jaz enega majhnega problema nikoli na nobenem tečaju nisem imel s tem, da bi kdo pomislil zdaj, ali da pa ne bi šel na neko intervencijo, oziroma da ima neke zadržke. Problemi so pa pol kasneje, to se mi zdi pa ključno. Psihološki vidiki. Točno to, psihološki vidiki. Psihološki vidiki po sami intervenciji, se pravi, da se ekipa oziroma en izmed članov ekipe zna s prvimi posredovalci oziroma tistimi, ki so nudili prvo pomoč, prvič jih pohvaliti, ker dejansko to je pogumno dejanje, kakorkoli že, ker vemo že mi, se pravi, ko si dnevno izpostavljen temu stresu, je še zmeraj so neki momenti v telesu, se pravi, se dogaja takrat, kaj šele nekdo, ki ni navajen teh občutkov, ne, in jih je treba potolažiti, se pravi, z njimi spregovoriti, tudi če reanimacija ni uspešna, zakaj reanimacija ni bila uspešna in tako naprej, ker je več samih vidikov, med drugim tudi, se pravi, osnovno obolenje lahko tako hudo,
da dejansko pač nismo uspešni. Ali pa starost. Ali pa starost in tako naprej. Ja. In tu se mi zdi ključno, da jih pomirimo v tem. Se pogovoriš tudi. Točno to. Ja. Ja, ker se mi zdi, da tudi mogoče dosti tudi, recimo, pomeni, če bi, ne vem, reševalec rekel, ekipi fanti, super ste bili. Ne? Se mi zdi, da to, da ti že nekdo, ki je pa bolj strokovno podkovan, ti reče pohval, to že neka pohvala. Ja, absolutno. Cool. Kaj bi pa ti zdaj, recimo, 3 stvari, ki bi jih rekel, vedno vprašamo, kaj ne ljudje naredijo, ko se spopadajo z neko, bom rekel, nujno medicinsko zadevo ali pa nasplošno nekim takim stanjem. Kaj so pa 3 stvari, ki jih naj ne bi naredili? Da ne vprašajo najbolj klasičnega vprašanja, kaj narediš, če se ti to zgodi. Kaj so pa 3 nikoli ne naredi stvari? Ja. Recimo ena izmed teh stvari je, da amputiranih udov ne dajemo direktno na led ali pa v zmrzovalnik. Si doživel to že večkrat v praksi? Ja. In to je verjetno bolj dvakrat praktika. tako resno, da je bilo treba v bistvu enkrat zgornjo končino čist zavreči, ker je bila praktično zamrznjena. Enkrat so bili pa prsti od ene frizerke, ki so bili dejansko tudi neuporabni, ker so jih dali v skrinjo. To je, se pravi, to je ena izmed definitivno stvari, ki jih ne naredimo. Okay. Kaj je še taga, kar dejansko ne naredimo? Se pravi, pomembno je to, da v prvi vrsti ne ogrožamo sami sebe. Okay. Se pravi, da znamo poskrbeti za lastno varnost. Se pravi, ne ogrožati sam sebe. To se mi zdi ključno. Tudi iz prakse, verjetno. Iz prakse, iz primerov, ki so se nam zgodili, se pravi, ko so ljudje skakali ven z avta in so potem sploh na avtocestah in jih je potem sam pobralo. Par takih zelo resnih, tragičnih stvari je bilo po nepotrebnem zaradi same v bistvu, zaradi tega, ker niso pogledali, ali je mesto kraja dogodka varno in se niso zaščitili. Pa še tretja stvar mogoče. Kaj bi bilo še, kaj ne bi naredili? To je tako trik vprašanje. Ja, vse je the best, ja, vse je super. Ne dajo umetnega dihanja ljudem, ki so zaužili, se pravi, cianid, se pravi, neke organofosfate. To se mi zdi tudi ključno, ker tega bo zdaj, se pravi, v sezoni ogromno. Se pravi, če ima nekdo v bistvu peno, razžrta usta in tako naprej. V sezoni česa, kako se misli? Ja, se pravi, zdaj se bo začelo saditi na njivah in tako naprej. Se pravi, te organofosfati se tam uporabljajo in tukaj treba biti zelo previden. Se pravi, v tem primeru bomo v primeru oživljanja dejali samo stise prstnega koša. Ok, v redu. Evo, pa so prišla, ne? Cool. Zdaj pa, ker so prej govorili o psihološkem vidiku tega dela, pa to si mogoče že prej s prvim vprašanjem od prejšnjega gosta odgovoril in sicer, da, čeprav razumem, pa ti nekak svoj detoks od tega, lahko rečeva, iščeš v glasbi. Kaj pa ta glasbena pot? Namreč, ko te enkrat pogugla človek, pa ugotovi, da imaš ti svoj studio v Kočevju, Bear Tracks studio. Sodeluješ z marsikom, si že sodeloval, verjetno še boš, ne? In pol me zdaj zanima, kako je pa ta pot, je bila vzporedna z samo, bom rekel, reševalno potjo, ali te skozi spremljala, ali si bil enkrat tako pri nekom, pa si videl bobne, pa si se zaljubil, kakšna je ta pot, ne? Ja, v bistvu ta pot se je začela dejansko tako, kot si rekel. Se pravi, smo prišli k enim znancem na obisk in smo šli na Kašča in je odgrnil in je imel bobne. Jaz sem se vsel za boban in sem pač igral. Tako se je začela ta glasbena pot. Potem sem hotel iti v glasbeno šolo za klavir in ni bilo placa in so rekli, lahko greš za klarinet. Tako da sem pol v bistvu naredil glasbeno šolo za klarinet, čeprav je bilo šlo na živce totalno, klarineta nisem prinašal. Ga ne igraš več? Ne, nikoli več. Prav ne. Okay. Tako da sem v bistvu, klavir sem se potem učil sam, pa s tem profesorjem klarineta, ker je bil dejansko zelo razumen in je videl, da mi bo dosti večjo, se pravi, uslugo naredil, če se bo učila klavir. No in potem smo naredili šolski band, The Jokers je bil prvi band, potem smo bili Fry Lift, to je bilo v Ajdošnji. No kasneje, se pravi, takrat smo bila tudi z Budo, s pevcem Delvi Jackson, dosti skupaj. Jaz sem bil v bistvu njegov prvi mentor za bobne, tako da to je bilo krasno obdobje.
No, potem sem pa prišel v Kočevje, začel z Romanom Zupančičem. To so bili bolj projekti, bomo temu rekli. Okay. No in kasneje pa, zdaj pa v bistvu tako mal bolj zares bomo temu rekli, ko sem spoznal Tiborja Goraja, to je pa v bistvu pianist, avtor iz Srbije, ki je priletel sem 5 let nazaj in z njim delal v bistvu vso muziko zdaj v zadnjih Snemate, 4 aranžmaje letih. delate, sem Ja, videl vse to. delava v bistvu z njim. In to je to. In uživaš v glasbi? Ja, absolutno. Dobar, to je zdaj neumno vprašanje bil, kada bi delal, če ne bi, ne? Ampak bolj sem se hotel mogoče navezati na to. To je zdaj, kar bom rekel, da dejansko vodiš 2 profesionalni poti, lahko rečemo, ne? Tudi glasba ni samo hobi, se mi zdi. A imaš pa kakšen hobi, ki bi res rekel, da je hobi? Ker glasba se mi zdi, ok, je hobi. Mislim, vse je lahko hobi, če to rad delaš, ne? Pa če si za to plačen, je še toliko boljše, ampak kaj pa je kakšen mogoče res tak hobi, konjiček, ki ga imaš, ne vem, naprimer? No, mislim, ogromno stvari delam, ampak po moje bicikl je v bistvu tako, no, dajmo reči temu, Še šport. konjiček. No, ja, tu mi je dejansko tisto, ko podmisliš vse in greš, mislim, to gorsko kolesarstvo me privlači, mene in žena v bistvu oba uživa v tem in zdaj, ko mi čakava, da se to malo odpre, da pičiva. Ja, zadnjič sem jaz razmišljal isto, ne vem, bom rekel, gasilerija in vse to, veš, tako si rečeš, ok, ampak vedno nekaj zadnje ne misli, ne. Potem sem razmišljal, kje pa sem jaz čisto sproščen, recimo, ok, šport, ja, plezanje zdaj, ampak sem pol pogruntil, kako kosim travo, stari. In dejansko tam sem jaz ful sproščen, totalno sproščen in pozabim vse in mi je zanimivo košenje trave, pa je kar lahko, bom rekel, pa ni hobi, no, ali pa je. Ja, Mislim, to koliko imaš je rad zdaj dobro, lepo zdaj travo. si mi odprl zdaj si me asociiral dejansko na kje se jaz totalno umirim. Ko rišem, v bistvu, veš kaj, hiše rišem v SketchUpu oziroma neke objekte, 3D. Ja, tam se mi pa ustavi vse skupaj, ja, da Vrhunsko, če živčen imaš tle kaj, greš lahko namestnik dela, danes Tako malo ni porisati. problema, ja, še malo kuhne zrisati. Tako. No, vidiš, ja, to so take stvari, ki se ti pa čisto možgan ustavil. Kul, dajva se vrniti, namreč Tadej Cunder te pozna, tudi bobna in ukvarja se z dotičnimi stvarmi in ga zanima, kje so njegovi bobni tama, ki ti jih je dal. To je vprašanje. Od njega zate. Vrhunsko, ja. Tadej, tvoji bobni so pri meni v mojem studiu, tako da na varnem in še kufre imam one trde, tako da brez skrbi. Ok. Pa še vprašanje od Hamata, Matevža Šaleharja Hamata, sem pa zadnjič na RTV, sem rekel, daj, Primoža poznaš, daj mi kakšno tako stvar povej. Je rekel, ne te vprašam, kje so pa spet neki bobni, vidiš, kje so tisti bobni, ki se zložijo iz enega vse. Da je rekel, da je Hamo rekel, da so te vsi gledali in si bil največji car takrat. Da ima več o teh bobnih povej. Ja, to je Rick Morota, Hip Geek, to je Yamahin drum set, ki se ga dejansko razno rabljaha ne da več dobiti. To je bass boben dimenzije 16, se pravi, to je najmanjša dimenzija, kar jo lahko dobiš, je pa izjemno dolg. In od spredaj se odpre in v ta bass boben grejo vsi bobni, se pravi snare, ja, vse zložiš v bass boben, zapreš in sedež, se pravi, tudi priročen odpreš in ves hardware, se pravi, vse železje vržeš v ta sedež in imaš v 2 kufrih vse. Ja, to je res the best. In to še imaš? Ja, imam, absolutno. In Ta gre z mano. To je tako drive-in, mislim, Ja, drive-in, ja, točno to, ja. Bobni, ne? Cool. V redu. Daj mi povej še, zdaj, da se še malo vrneva na to reševanje. Prijevaš malo nazaj. Kako se ti pa zdi, da je situacija, recimo v tujini, napram slovenski nujni medicinski pomoči? Kako bi pa to primerjal? Ja, v bistvu zelo različno. Lahko se, da bo zdaj rekli, ne bo njih v Afriko šli, pa nekam v Južno Ameriko, lahko greva, bom rekel, sosednje države, recimo. Ja. Glejte, Ker verjetno tudi recimo, v tujini, verjetno tudi ja, seveda, sodeluješ, ne? absolutno. Ne vem, recimo Italijo, če pogledamo. Italija ima vrhunsko razvito helikoptersko službo nujne medicinske pomoči, ne. Že sam čez mejo, če se zapeljemo, se pravi Venecija, Friuli, Giulia,
Tam v bistvu samodejno, če je neka večja intervencija oziroma hujša intervencija, štarta reševalno vozilo in takoj se aktivira helikopter. In helikopter čaka v bistvu nad reševalnim vozilom in če je potreba se spusti. Dejansko kroži. Ja. Tako da, ali pa če greste recimo na koncert v Italiji, boste videli, tam je ogromno reševalcev, prvih poslovalcev, Rdečega križa in tako naprej. Se pravi, te stvari jemljejo oni zelo resno, no. Čeprav jemljejo vsi Italijane, ja, okej, ne, oni so malo... No, lih to me zdaj šokira, ne? Oni so malo na pol, niso na pol, se pravi, so kar super. Potem imamo tukaj, ne vem, recimo Velika Britanija je tako dosti razvita, kar se tiče nove medicinske pomoči. Tam je v bistvu tudi ta večinoma paramedik sistem, se pravi, doktor pride na klic, je randevu sistem. Kaj je to? To pomeni, da doktor v bistvu gre na tiste intervencije, ki so dejansko tudi najbolj v zahtevne. Sloveniji, Ne, ta sistem zaenkrat, če v Sloveniji ne laufa, tu se že pripravljamo ogromno časa in upam, da bo v kratkem to zaživelo. Kakšen sistem po Sloveniji? Kaj je doktor? Sistem je, ja, doktor že več ali manj na vse v avto. Mislim, Ljubljana ima edini, ne, odvisno, meni se se pravi, čisto odvisno. Ne. Tiste službe, ko so priklopljene v dispečerski sistem, zdravstvo je itak dispečer pač proži po tako, ne. Ampak večina služb v Sloveniji še ni priklopljena v ta dispečerski sistem, tako da se v bistvu ta dispečer lokalni, ki se oglasi, se odloči v bistvu, na kakšen način bo intervencija izvedena, ne. Ključno je pa to, se mi zdi, da je kader poučen, se pravi, da je kader v toku z znanjem, informacijami in tako naprej in s postopki. Se pravi, eno so licenčni tečaji, se pravi Evropskega sveta za reanimacijo, to je recimo Advanced Life Support, ta je za oskrbo odraslih, o interni medicini tukaj govorimo. Potem imamo ITLS, International Trauma Life Support, ne, to tudi poznaš, se pravi, to je za oskrbo hudo poškodovanih na terenu. Potem imamo EPALS, European Pediatric Life Support, to je za otroke, dojenčke. In potem imamo še NLS, Newborn Life Support, to je pa za novorojenčke, se pravi, te takoj po rojstvu, ne. Se pravi, to so te licenčni tečaji, ki so dejansko obvezni za tiste, ki delajo v urgentnih službah in to je super. Ampak tečaj, sam veš, se pravi, ti greš na en tečaj in zdaj ti še en teden po tečaju veš več ali manj vse, ne. Ja. In potem se začne. Pa eksponentno pada. Eksponentno pada, ne. In če ti tega znanja dejansko ne vzdržuješ, je velika težava, ne. In tu smo zdaj pri nas uvedli, recimo, mi imamo v dopoldanskem delu šihta, se pravi, tako, ja, dnevne izmene. Imam jaz za njih v bistvu pripravljene scenarije, se pogovarjamo o kakšnem takem posebnem primeru, da dejansko konstantno urimo možgane in rutino. In vidim, da so ljudje, se pravi, zaposleni ful bolj mirni, ko grejo na intervencijo. In to je tisto, kar te potem dela močnega, no, to je to. Da so eno pauzico gre. Evo, po pauzi smo nazaj, sva pol ure kasneje. Ne, se hecam, to je bila zdaj slaba fora, tako da kul, to bom rezal. V glavnem, ja. Zdaj me pa zanima, kako pa imaš ti v Sloveniji ta sistem, recimo, kar se tiče, a obstaja neka, bom rekel, gasilci imajo recimo Gasilsko zvezo Slovenije, prostovoljni, poklicni imajo pač neke združenje in podobno, ne. Kako ima pa reševalna to, a je to v bistvu od vsakega javnega zavoda dobesedno, razen ker je s predpisi pogojeno, mora biti tako, pa vsako svojo stran vleče, ali imate kakšne neke, bom rekel, skupinske smernice, ok, ne govorim tle o skrbi, bolj govorim o mogoče, lahko rečemo, opremljenosti, izobraževanju, temu sistemu, no. Ja, saj tukaj zbornica zdravstvene nege, potem je zveza reševalcev, tu je, ampak zdaj vsak malo po svoje pač te stvari počne in vidi. Ni pa krovne organizacije za NMP. Ni. To pomeni, da bi bila, samo za nujno. to si vsi v bistvu nekako želimo, da bi bila recimo agencija za NMP, ki ima pod nadzorom kompleten sistem. Recimo tako, kot je v Veliki Britaniji, kjer imajo v bistvu agencijo in sistem je nadzorovan, ne, kar je ključno. Se pravi, da je, predvsem je tukaj opremljenost ključna. Potem je tukaj usposobljenost, ne? Se pravi, da je vseeno, ali se ti zgodi v centru Ljubljane ali pa v Zgornji Kungoti, je čisto vseeno, se pravi, mora biti oskrba ista. Tako je, Ne? To, ne?
Zdaj pa pač ni čisto tako, no. Ja, se pač razlikujejo določene stvari, sploh kar se tiče opremljenosti, ne. Se pravi, tukaj zdaj vsak zavod po svoje malo to dela, ne, eni malo privarčujejo na ta račun in potem so... Povej mi, kako je s samimi rešilci, koliko je sploh podjetij, ki to dela, večina ta Medikop, kolikor sem zasledil, da se malo na to navežejo. Itak to se večinoma jemlje te, bom rekel, neke močnejše avte nemških firm. Ja. Ampak kako je pa s tem, recimo, ne vem, a ta Medikop ima nek kalup in naredi, ali ima vsak res svoje želje? Kako je s temi zadevami, imamo neko bolj vozni park? Ja, se pravi, tukaj obstaja jasno več proizvajalcev, več vozil. Ta vozila so različna, so modularna, so klasična, povišana vozila. Zdaj načeloma je tako, da nekaj se jih nabavi na razpise, ki jih objavi ministrstvo. Tam se dejansko ne da kaj dosti zbirati, se pravi, več ali manj tip avta je tak, ko je, potem tisto notranjost lahko malo prilagajaš. To so te NRV-ji, ne? Tako, NRV-ji, potem so tukaj reni mobili, se pravi tisti večji avtomobili, ki imajo dejansko noter malenkost večji volumen prostora v bolniškem delu je. In tukaj si dejansko, se pravi, ko ti nabavljaš reševalno vozilo, si lahko zbiraš, se pravi, na kakšen način bojo stvari postavljene, ja. Ker je fajn, da ko enkrat najdeš formulo, kako stvari dobro stojijo v avto, si tudi vsi jasno zaposleni navadijo, kje je kaj in potem ni razmišljala. Ja, tako, potem ni razmišljala in to je super, ja. Zdaj se mi je šle pod eno vprašanje postavil. Se pravi, NRV je nujno reševalno vozilo, pol imaš Reani mobil, ja. Reani mobil, pa VUZ. Je pa vozilo urgentnega zdravnika. Obstaja še kaj? Ne, to je v bistvu to, razen helikopterja pa motorja. Aha, okej. To je to pol. Zdaj pa tle se lahko navežejo, prej smo govorili o sistemu, pa o tem, da mogoče, da bi bilo fino, da povsod v Sloveniji dobiš isto oskrbo. Zdaj me pa zanima recimo masovne nesreče, ki se zgodijo na vsake toliko, ampak se dogajajo. Kako izgleda ta protokol, če boš malo povedal, kako se skliče ta, bom rekel, metan protokol, pa predvsem to, je lih tle problem, ne mogoče, da te bo en drugače tretiral, to ne bom rekel, ker grdo reči, narobe reči, ampak da mogoče drugačen sistem naučen kot nekdo drug, ne, pri teh lih pri masovnih nesrečah, ne, je ta problem, ne, tako da če malo to pokomentiraš. Ja, masovne nesreče so poseben segment v reševanju. Ker recimo ni pa nekega vodje, tudi to sem pozabil vprašati, ne. Vi nimate nekoga, ki bo rekel, zdaj sem pa jaz usposobljen za vodenje večjih intervencij. Ja, seveda. Tle gasilci skočijo. Absolutno, ne. Se pravi, ampak zdaj dejansko vsak prevzame nek svoj del, to pomeni reševalci, gasilci, policija. Tam se oblikuje nek bazni štab in to je pač neka osnova. Ampak dobro, vedno se začne pri eni ekipi, ko pride na kraj, ne. Ja. Veš, to je pol panika, ne. Veš, vsi nekako vadijo, da je tu že vse kao postavljeno in je pol tu super, imamo vsi dosti resursov in tako naprej, ampak ponovadi se začne z eno ekipo. Sploh, če ni sporočeno tako, kot bi moglo biti, ne. Razumem. Ja, veš, prideš in naenkrat zagledaš 30 ljudi. Pa za nas je recimo v Kočevju masovna nesreča že 6 ljudi, ne. No, saj tudi ta definicija, tudi definicija je, če resurs ne premore. Tako, ja, se pravi, čim ti nimaš resursa, da boš to razrešil. Je to masovna nesreča? Je masovna nesreča, pri nas imamo v bistvu, čez dan imamo 2 ekipi, ne? Mi imamo sicer res 4 reševalna vozila, ne? Ampak 2 ekipi imamo v tem trenutku na razpolago, ne? Se pravi, 2 ležeča sta. 2 ležeča, ne? In to je zaenkrat, se pravi, za 2 hudo poškodovana odpeljati naprej, recimo, ne? To. Ampak pomembno je, da ozavestimo, da masovne nesreče dejansko je treba uporabiti popolnoma drugo logiko. To pomeni, da se ta prva ekipa, ko prije na kraj, razdeli. En začne izvajati primarno triažo, jasno, en prevzame vodenje in obvešča, se pravi, pove vse te bistvene podatke, se pravi, da potrdi masovno nesrečo in da potem dejansko, da se skličejo bližnje reševalne postaje, ki lahko pridejo takoj na pomoč in se potem začne oblikovati štab. Tudi bolnice, ne? Tako, bolnice, reševalne postaje in da se začne razvijati v bistvu delovišče na sami masovni nesreči, ne. Predvsem je bistveno, da najprej zelene
daš na stran. Se pravi, tiste, ki hodijo, so pokretni, ker te ti delajo v bistvu največ, dajmo reči temu problemov, ne? Ja. Ker, a veš, imaš Ja. konstantno imaš nekje, ne? Ja. In ko daš enkrat te na kraj, a veš, potem se dejansko lahko fokusiraš, kje so zdaj tisti, ki so dejansko potrebni pomoči, ne? In tukaj se gleda, se pravi, parametre dihanja in parametre pulza, se pravi frekvenca, frekvenčno koliko je in na ta način potem se razvršča paciente v triažne kategorije. Se pravi, tukaj sta najbolj bistvena rdeča, ki je potrebna se pravi takojšnje oskrbe in potem rumena, ki lahko, se pravi, te Kakšno je pa tvoje mnenje o modri coni, ja, ki se uči? Mislim, ja, modra cona se uči. Dajva sam povedati, kaj je to za gledalce, ki ne vejo tega. Ja, modra cona je v bistvu, modra cona in zelena cona sta praktično Podobni, ja. zelo podobni, no. Tako da ne vem, kaj si ti, mislim, Ja, na kakšen način si zdaj to. Na način, da to sem si skozi zapomnil, namreč vsakič, ko povejo, rečejo zelena, rumena, rdeča in pol jaz vas pametam, povem tudi modra obstaja. In tle sem si zapomnil, ker nas je učil ta Anton, Ja. da so tam pa župniki. In tako da to se mi zdi, da se v praksi ne postavlja, oziroma to je res masovna nesreča, se mi zdi, da res veliko ljudmi. Oziroma vprašanje, kdo bi na to pomislil. Ja, seveda. Zdaj, v grobo mi razdelimo v bistvu na rdečo, rumeno, zeleno, črno. Črna cona je tisti, ki so dejansko preminuli. Tako. Se pravi, kdo je na masovni nesreči preminul? Tisti, ki po sprostitvi dihalne poti ne zadiha. Se pravi, s tem se v bistvu ne ukvarjaš in greš naprej, ker boš izgubljal čas za nekoga, ki bo dejansko tvojo pomoč nujno potreboval. Ne? In tukaj jasno potekata v Sloveniji vsaj 2 tečaja letno v Novem mestu, kjer se te stvari učijo. In to je za ekipe tako kar dragoceno, ker s tem se srečaš v bistvu zelo redko. To ni vsak dan. In takrat, ko se srečaš, je vedno panika. Se pravi, nikoli ni prav. Zmeraj je, se pravi, komunikacija je še zmeraj problem. Si pa ti bil? Barje si bil? Ja. Barje si bil? Misliš balonarska? Ne, jaz sem bil na Barju, se pravi na tej južni obvoznici. No. Aha, na južni obvoznici prometna je bila. Ja, tako je. Tako. Tam je bila huda prometna nesreča. Tam sem bil na balonarski, pa ne. Takrat sem bil že v Kočevju. No. Recimo, to je bila, se mi zdi, da prva večja prometna nesreča v zgodovini samostojne Slovenije, lahko rečemo. Tako. Večja masovna. Tako. Kaj so bili prvi pomisliki, bom rekel, nekaj si se pelil, ampak mogoče, ker si šel nazaj, ker si rekel, ker sem jaz kar doživel, ne prideš še za tabo takoj, neverjetno. Ne. Mislim... Ampak mogoče, če imaš koliko za deliti? Odvisno, ja, odvisno. Mislim, meni je tako v spominu najbolj stara ta nesreča tukaj na Celovški, kjer so bili drženi ti mladi atleti. Ta je bila res zahtevna, tudi psihološko in kakorkoli že. Tudi gasilci so bili v bistvu prvi na tej intervenciji in takrat sem jaz bil tam kot vodja izmene in sem videl, da ko smo prišli nazaj iz intervencije, smo bili vsi praktično tiho, nismo mogli spregovoriti med sabo. No. Tako nas je v bistvu zadelo. In takrat sem rekel, to ne more biti tako, ne. Se pravi, nikakor se nismo uspeli pomeniti in sem potem organiziral, to je bila prva organizacija te neke psihološke podpore in na nevrološki kliniki nas je sprejela psihologinja in smo šli tja dejansko, da smo se lahko odprli in dali te stvari ven. Ene stvari so res dejansko zelo hude, no. Tako da, in je treba tudi, ja. Tudi če mislimo, da ne, dostikrat rabimo to strokovno pomoč. Nujno, vedno, vsak jo rabi. Vsi jo rabimo večkrat. To si je za priznati in to ni nič narobe, je v bistvu vse ok in ko rabiš pomoč, je pač tako kot se urežeš in začneš krvaveti, ti mora nekdo zaustaviti. Krvavitev je isto tukaj, ne? Ja, se pravi, ne, ni za obotavljati, ker se to samo nabira in je v bistvu sam slabši in potem se zaspinaš, vse sam veš in potem začneš samo greš samo navzdol in ni rešitve, dokler to ne presekaš in plavaš ven. Tako. Super, v redu. Hvala, po moje, da sva večino povedala, oziroma kar veliko lahko bi seveda 4 ure debatirala, to bo pol na pivu, ampak kar sem hotel reči je še, da morava še postaviti vprašanje za naslednjega gosta oziroma gostjo. Zdaj vedno povem gostu, ki je z mano, da ne vem, oziroma tudi če bi vedel, ne povedal, kdo je. Tako da vprašanje mora biti
unikatno, pa tudi mene, bom rekel, neprijetno situacijo spravaš s kakšnim takim vprašanjem za naslednjega gosta, ki pa recimo, ne vem, kulturen 80-letnik, pa mi pa vprašanje postal 20-letnik, recimo. Jaz bi postavil, se pravi, vprašanje bo naslednje. Kaj je boljš, vrabec v roke ali hlop na strehi? Ok. Dobra. V redu, bomo. V redu. Kaj pa ti praviš? Jaz mislim, da je vrabec v roki. V redu. Nič, hvala, ker ste poslušali, pa šli smo do konca, tako da, cool. Hvala ti, se vidimo. Čau. Hvala tebi. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.